Dobrodošli v prvi mukbang iz avta. Danes jemo na Woltu in bomo vedno jedli na Woltu, ker Wolt je amazing. In danes imam dve vrečke, ki jih bom zdaj odprla in vam pokazala, kaj vse smo naročila. Ampak preden začnemo, naj povem, kaj vam Wolt Plus naročnina ponuja. Zaradi tega, ker dobite ob sobotah 10% popust. Zakaj ob sobotah? Ker je takrat največja gužva ponovadi v trgovinah in Wolt se je odločil, da vam da eno nagradico, če kupujete doma udobno iz kavča. 10% popusta za vse Wolt Plus uporabnike vsako soboto. Remember that! Zdaj pa Wolt že poznamo, logično, jaz sem že večkrat delala videe z njimi, ampak danes smo naročili iz Celja Pišek bar, oziroma Lopata, bolj ne glih Celje. In tukaj imamo zdaj stvari, ki sem jih jaz že jedla, ene so nove stvari in ful me zanima, kako bo. Teda, a si ready? Ali misliš, da smo dobila pribor zraven? Dobro vprašanje, ampak skam je zdaj trenutno samo pomembno je to, da cel avto lepo diši. Mislim, da oba dva lačna. Jaz sem tako lačna, ne morem razmišljati. Jaz upam, gremo prvo pogledati, če je noter. Čakaj, če bomo ocenjevala, tele najne obroke bo ena izmed ocen definitivno, če dajo pribor zraven. Res je, ja. Ker pri nekaterih stvareh, sploh pri kakšnem sušiju je kar ne, tu not ni. Tu not ni. A skočil Jarom. Imaš vilce, imamo vilce, gremo, Zdaj, kaj bomo tema današnjega videa na eno vilčko tebi, eno vilčko meni, ene bomo dali tukaj za rezervo za naslednje videe. Če slučajno ne dobimaš brez pribora, prosim. Jaz sem tule že najdla odprto sladico, ampak to je za na konec. Prvi appetizer, ki ga bomo zdaj sprobali, so tele štajerske kroglice. Štajerske kroglice, čuj. Čuj, tole sem vzela zato, ker je moj fant Štajerc. To je zdaj sicer bolj moj mariborski mest kot tvoj. Jaz sem tudi kao, ampak na 3. 3 so, tako da kdo bo 2. Ne, ti lahko več poješ, boš ti 2 pa jaz eno. Bom tukaj napisala, kao vse je noter, tako da vzem eno. Kaj pa je ono? Zraven dobiš pa vložene čebulice? Moje, ja. Ja? Zraven je še tole, ampak jaz tega ne maram preveč. Ok, dinkit. Dinkit. En sinkit. Ok. Trgana svinjina, ja. Natrgana svinjina, ja. Všeč mi je, kak je noter sočno, fajn sladko, slano, everything. Od zunaj je pa tak fajn hrustljavo. Res ima prav, res ima prav hrustljavo zunanjost, pa tako fajno mehko, sočno notranjost. Res je dober. Pa ima še malo zelenjave noter. Jaz sem več mislila, da mogoče tole rabo nek condiment zraven. Jaz mislim, da je tisto omaka, ja. Omakico, pa nekaj. Ampak jaz je toliko sočno, da ne rabi. Čakaj, jaz sem tudi dala enoga. Jaz že imam celo usta, ampak. Zdaj čebulica. Pa še zraven. Jaz mislim, da mi to ne bo všeč, sam čakaj, da pomem. Mi dva smo nora na limone in jih imamo na vse. Ampak v bistvu, ko dobiš nekaj takega zraven, mesa pa nekaj take jedi sploh ne rabiš. Neke dodatne kislosti, ker ti od soda. Take niso težke. Pa tudi čebulice mi niso slabe. Jaz mislim, da mi to ne všeč. Vsakaj se naučimo nekaj novega. Prva stvar, ki se nam je zgodila od 2015, ker to je pač tema današnjega videa, da pač zraven je pa medtem, ko jema. Ja. Se pravi, kaj je prva stvar, ki se tebi zgodila? Že v začetku leta sem obiskoval Pony. To je neka prva stvar, katero sem dosegel letos. Nisem še tega polno naučil, ampak vseeno se mi zdi kot neka zanimiva izkušnja. Moš povedati, kaj je Pony? Podjetno nalizive v bistvu je evropski program za mlade podjetnike, kjer se lahko razvija ideja, neke podjetniške ideje in traja 3 mesece. Traja 3 mesece, ja. Na koncu 3 mesecev je pa v bistvu ena celotna tržnica, kjer celotna skupina, katera je v Pony programu, pokaže svoje ideje. Pa veliko zanimivega folka si spoznal, realno. To je tisto, kar sem najbolj odnesel, bi rekel. Ja. Moja prva stvar bo pa, bom kar rekla, da sem veliko knjig prebrala letos. Glede knjig je bilo letos eno mojih najbolj uspešnih let, ker sem res veliko brala. Nisem si postavila nobenih zares ciljev, koliko knjig bom prebrala v enem letu, zaradi tega, ker res ful pač berem za sebe, ne berem tekmovalno, ne vem, folka ful tekmuje v branju knjig. Ampak sem si tek postavila neka nova pravila in je šlo dobro in sem veliko brala, tako da jaz sem to kar ponosna. Kaj veš število, koliko knjig si prebrala? Nimam niti približno. Nimaš pojma. Če bi jaz lahko gibal za tebe, bi rekel ziher prek
tam okrog 30 pa več. Ja, po moje, Ja. ja. Bom probala doma narediti si seznam, ker jaz se realno ne spomnim, kaj se sem brala. Veš, bilo fajn, če bi knjižnice imele tako neko statistiko iz konc leta, veš, tako music rap ali neki. Pa Ja. bi bilo, da imaš knjižnica rap. No, ampak ti si tudi kupovala No, pa tudi knjige, kupovala sem jih, ja. ampak veliko sem bila v knjižnici. Mhm. Gremo naprej? To je. Gremo naprej Tam imamo dobrega naslednjo. Tule imamo dve omake. O, okej. To je bilo dobro prej vedeti, ne? Ja. To je, ugibam, da barbecue pa neka kremna, po mojem je majoneza pa, majoneza definitivno, pa po mojem neke začimbe. Gorčična semena. To je Tako noter. je. Spodaj pa verjetno barbecue sos. Zanimivo. V glavnem, to so samo omake, to ni obrok, to se ne šteje. Ena vrečka je nažalost prazna, sorry, skoro sem te ubila. Ja. Tako da jo bomo dali tukaj zadaj, da se vidi. Volt lahko pošle zastavo, ko jo lahko damo od zadaj. Actually, Volt, vem, da gledate, pošljite mi nekaj, da opremim svoj avto, Ja. da se bo videlo. Vaša reklama. Naslednja stvar je pišek. Pišek. Actual pišek. V glavnem, tole so ti chicken tendersi. Točno, tenders. piščančji tendersi, Mhm. pa zažgana limeta. Zakaj Zanimivo. zažgana? Ne vem, jaz jo bom lepo otekla. Ja, kar da čez vse. Verjetno so omake za te zraven, ali? Ali še Verjetno. kaj? Ja. Ampak midva bomo ocenila, kako je raw. Raw. Ok. Tekle zgleda. Fajn sočen je. Think it. Jaz sem ga samo Če da naredim Še še ASMR predn, ko pojemo. Delicious. spice. Koliko se sočno je. Limeta paša. Mhm. Ampak to je za naja dva. Ma jaz mislim, da na te zmeri pa še neka limona ali pa limeta. Tako, če meni ne dajo zraven Dunajca, cele fucking limone, jaz ne moram Dunajca pojesti. Jaz bi še dal več začimb. I will go a little bit over. Ne morem se odločiti, če je tak čisto malo spicy. Ja, je. Ma, ja. Je spicy. Zdaj res je mi to, da ne moramo zares oceniti, kako je bilo, ko je bilo čisto sveže, malo je že mrzlo tole, kar imamo. Verjamem, da če prej pojete, mi da smo po moje 1 uro zelo vmes čakala, ker smo se vozila, Ja, verjetno ne. je verjetno še boljš. Ampak, damn, ta lepšanc je bil pa eden najboljši chicken tenders, ki sem jaz v life jedla. Realno. Gremo zdaj na drugo stvar, ki se je zgodila v letu. Ja. Spet ti začneš, ker si gost. Sicer je malo to kontradiktorno temu, kar sem prej rekel, ker sem pač poskušal neko svojo podjetno pot, ampak sem dobil neko novo službo, ker je, moram reči, da zelo fajna. V bistvu nisem nikoli mislil, da bom lahko našel neko službo, katera bo hkrati neke vrste tisto, za kar sem jaz študiral. Da imam občutek, da nekaj res prispevam, pa da mi je fajn v bistvu. Až povedal, kaj delaš? Sicer, dobro, delam v trgovini z kmetijsko mehanizacijo, kar pač ni moja stroka, ampak sem v bistvu vse živo na tej firmi. Torej, v glavnem delam na spletni strani, pa delam produktno fotografijo, pa v bistvu te slike Pa 3D urejam, modeliraš pa včasih. izboljšujem. Pa tudi 3D modeliram, pa 3D tiskam, ja. To je res, ja. Tako da, ja, ne vem, 3D modeliram same artikle, ko so v prodaji. In v bistvu nekatere stvari, ker imamo res spedelano trgovino, ne vem, neka stojala za artikle ali pa kakšne take stvari. Pa dizajniramo v bistvu tudi napise pa take stvari, tako da. Pa hkrati v bistvu sem še okraševal Ja, zelo zabaviš. trgovino zunaj in noter, za Ja. božič in za noč čarovnic, tako da to je bilo the best. Moja druga stvar je moj cosplay, čeprav sem mislila, da mogoče to ne bo tako pomembno letos, ampak vseeno naredila sem Majdasa, naredila sem Sabrino Carpenter, zdaj se mi ti pomagal. Ampak vseeno. Ja. Pa sprobala sem tvojega Geralta, tako da čeprav, ne vem, nisem več toliko v tem, če pa tek dejansko črto potegneš čez letos, pa sem še vseeno ful veliko naredila. Mislim, tek novih stvari. Ja. Da nisem spet, letos celo nisem naredila še enkrat Harryja Potterja. Kar je amazing, ker sem ga čisto vedno. Ja, tako da to je moja druga stvar. Imam pa zdaj, rada bi še bolj, ampak bolj iz tega aspekta, da mene pač ful veseli sestavljanje teh outfitov, pa pač ne vem to. Tako da imamo eno tako stvar, ki je bolj Janova, ampak je vseeno tudi na moji listi. Pa ti si tudi cosplay. Ne, tok, sorry. Vse me boš ti zdaj prepričal, da bom bolj. Zdaj bom jaz na tvojem nivoju. Za 2016 zdaj se odločam jaz na tvojem nivoju cosplaya. Boš blizu, z Pa mojo bo pomočjo. tekmovala in bom te premagala. Tretja stvar, ki jo imamo za jesti, je
Prosim, tole sem po moje najbolj excited. Tole so v bistvu loaded fries z fucking steakom gor What the... in tartufi, What the ker hell? to diši, da pač jaz... Glej. To je, potem je dišal celi avto. Oh my god! Ki začnemo. With fries ali with steak? Jaz bi dala en steakec. Oh. Lega. Pa gre še sir, pa neka zelenava. Ja, parsley bre. Dinkit. Dinkit. En En sink. cinkit, samo da ga še blizu pokažemo. Again, mogoče bilo boljše, če ne bi tole čakalo v hladnem avtu. Ampak vseeno je dobro. Steak je fajn, mehek, sočen, tudi tartufi res elevator. Pa še ta sirček gor fajn prije. Zdaj, Volt dostavljanci imajo ogrevane torbe, pač, kako se reče, termotorbe. Torbe, ki držijo Temperaturo. toploto. Ja. Temperaturo. In dobite toplo. Mi dva smo pa pač šla iskat in smo imeli v hladnem avtu, tudi zdaj je mrzlo. Let me try that fry. Vam za naenkrat, če mi bo stikalo. Če ti bo dovolilo. Ja. Jaz sem še en steakac, jaz ne morem pomfrija zdaj potem jesti. Kaj si ti, Janor, koliko je to dobro, ej? Nekaj je noter, mislim, da je majoneza, stvar naredi glih prav malo kiselkasto, da vem to potegne. To bi bil mukbang shot. We are going for more. Oh, get the flap. Polano. Mm. To ima še pa, ko imamo še naprej. Ja. Pa če ne sem vmes kar najedla, pa ne mogla več jesti. Ok, kaj je tvoja tretja stvar? Prej si omenjala cosplay. In prejšnja leta sem delal po like 2-3 cosplaye, tisto high-end, high-quality cosplaye na leto. Jaz sem še malo tole jedla. Letos mi to ni uspelo zaradi različnih stvari, ampak mi je pa ratalo, da sem vseeno nekaj delal na stvari, pa še vseeno ostal v tem. Se trenutno zelo dobro počutim glede tega. In hkrati, ko si rekla, da bo drugo leto, da boš naredila high-quality cosplay, planiramo res en cosplay za že v maju, v bistvu. A boš kar povedal, ali boš sam hintal? Lahko povem? Ja, dobro, mene. Maja pride ven Mandalorian film in trenutno skup delamo Bo-Katan cosplayu za tebe. Jaz že na polno printam, jaz že na polno šmirglam. Gleda, to kako hiter ti delaš, ima po moje ti že čez 2 tedna prej. Ja, edino nekako mi ni zadelati blagnatih delov, tako da tisto boš ali ti zašila, ali pa se bojo kupili. Upla bom. Glede moje prejšnjega cosplaya, Ja. je moja zaobljuba za 2026, da se končno naučim šivati. Ja. No, zdaj pa lahko ti ješ na tem, ko jaz razlagam. Moja tretja stvar je to, da sem ful več risala letos v mojem kontentu, da sem končno malo stopila ven iz tega, da kao risanje ni kontent. Tako da sem delala one tutoriale, pa sem delala Inktober, veliko novih tehnik sem sprobala. V bistvu itak se moram za to pač 1000krat in vsakeč se moram zahvaliti tej, zaradi tega, ker me pač ona nekaj najbolj prisil v to, da kaj ustvarjam. Tako da teči, hvala. V 2026 bom še več, tako da tudi to je ena zaobljuba, da bom še več risala in da bom še več hodila iz svoje cone udobja. Sploh zaradi tega, ker sem pač z risanjem dobila tudi 2 ful huda sodelovanja. Vidim, da dejansko je potencial v tem, da jaz pač tudi rišem in delam content z risanjem. Zdaj pa mislim, da smo že pri koncu, dejansko imamo samo še najna oba dva glavna mila, dokler da ne pridemo do sladice. Tako da te predajam, pa smo perfekt naročila, stari moj. Res je. Tole je za tebe, ti ima prvo predstav, kaj imaš ti, pom pa še. Imam sandvič, ki je tako najstli zapakiran, ko božično darilo. Noter je, kaj je noter? Svinjsko meso? Ja, Ne, steak je. steak je. Rukola, zdaj pa, če imate radi, to so pa 2 vrste ljudi. Eni, ko imajo radi rukolo, drugi, ko nima radi. Jaz jo imam, jaz delam solato iz rukole. Jaz je ne maram. Da to malo odprem gor. Zgleda juicy. Vidim čebulo, mislim, da je isto pickled Kako čebula. se meni sline cedijo. Se zdaj tudi ližem, nisem prav iz ust spraviti, ampak ja. Sveže kumarce se mi zdi. Ja? Da, tisti freshness. Ne, po mojem so to te pickled onions. Daj pokaži, kje si grizni. I'm pretty sure, da je to sveže kumara. Pickled kumare je, ampak ima taki okus, kot da je sveža. Ne? A, če jaz naredim bajt? Ja, ne. Res je tak svež. Taki piknik stil mi deluje. Ja, še ja. Taka
poletna stvarca. Kruh je tako fajn mehek, kruh morajo, po mojem, oni sami delati. Ja, kruh je definitivno domač. Kruh je domač, ja. Zelo je mehek. Všeč so mi burgerji, ampak te sendviče se mi pa zdi, da ful hitro pride do tega, da je preveč kruha, pa premalo ostalega noter. Ampak ta pa ima nek tako osvežilen kombination, da kruh ni tak, ne vem, tak... Zdi se mi, da dosti krat prije nekako do izraza, da polnega preveč je v ospredju meso, kar je ok, ampak je zanimivo pri temu, da se nekako tako inkorporira in da ga sploh ni tisto, veš, aha, tu je pa meso na vrhu vsega. Ja, meso the point. Ja. Ne, zanimivo je to. Sicer, jaz bi prej naročila burger kot to, ampak je Amber hotel gurmanski sendvič, ki se dobro sliši in ga je dobil. Zdaj pa moj glavn, se ne vidi, ker je zarošeno, je pa lososova pokebowla, ker jih obožujem. In pač, če jaz kaj to vidim na meniju, jaz to naročim, ker je amazing. Čisto povedci ti bom povedal. Prav me zanima, če je losos svež ali dimljen. Svež je. Svaka čast. Tukaj imamo redkvice, tukaj imamo edamame, tukaj imamo zelje, tukaj imamo kumare, tukaj imamo neke... Neke leča, Neka semena. moče leča. Tu imamo pomarančo ali mandarino. Tu imamo por, ne vem. Kaj pa je Spring tista onions. makica, oziroma Pa pest? še... Kaj je to? Kaj je to? Vem kaj je to. Kaj že gre noter v govejo juho? Ona korenina. Jaz sem zdaj to Za mečken zmiksala. Ampak ne vem pa kaj je to. Spad je še rdeče zelje. Kaj je to za neka pasta? Vidiš? A ja, ne, to je avokado. Avokado. Ja, še avokado je noter. V glavnem spad je riž. Tako pri vseh teh pokeballov. Jaz sem zdaj naredila en tak loaded. Ja, pucal bom v avto, ker fuk je ni. A se vreda. Ni moja najljubša pokeballa, je pa dobra. Probaj. Da probam. Jaz pri pokebowlah edino včasih nimam rad tega, ker so tako malo bolj blend, da niso, da te okusna nekako udari, ampak so bolj, skoraj da včasih preveč zelenjavne. Ja, definitivno bi pasal neka ali sojina omaka, ali teriyaki sos ali nekaj, da bi prišlo še zraven. Definitivno mi nekaj takega manjka. Ker jaz sem neki taki človek, imam rad slano, sladko, kislo, umami, pač vse do konca. Lahko poviš naprej tvojo stvar. Meni osebno delujejo to okusi taki zelo... Ne to. Ja! Čakaj za ti malo. Naslednja stvar je, da smo se preselila, sicer za tebe to... Za mene ni bil to big deal. Ja, za tebe to ni bil big deal, jaz sem pa v bistvu bil zelo navajen živeti z familijo in Ja, ker se od doma si se preselil že lani. to že, ampak Zdaj si se bolj davčil. zdaj sem se bolj stran preselil, ja, ker mi namreč smo velika familija, nas je 6 v bajti. Zdaj sem bil kar navajen tega in zdaj se je to malo spremenilo. Jaz sem omako najdla, le. Na rižu je omaka. O, čakaj, tu boš pa dal meni tudi probaj. Soj sos? Ni soj sos. Niso sos, ne vem kaj je. Kar sem hotel povedati je, da so se mi nekatere stvari kar spremenile, ampak kar mi je pozitivno od vsega tega, se mi zdi, da kljub temu, da smo nekako z familijo zdaj bolj narazen, se mi zdi, da smo nekako bolj povezani, pa si bolj izražamo neke vrste, kako se imamo radi, pa si povemo stvari in da prej včasih, veš, ko živiš z nekom tak, mogoče včasih lahko koga jemlješ for granted, da kaj bi temu rekel, ker je tak skozi tam. Zdaj pa pač ni temu tak, ne. Je neki zanimivi experience, no. Kako se ti pa zdi moje rojstno mesto? Meni se zdi v redu. Pač jaz ne zastopim najbolj hejta. Verjetno je to bolj joke ali pa meme. Zato, ko nisi nikoli v šolo hodil tja. Možno. Možno, da je to, ja. Ampak načeloma tak, samo po sebi mi je pa kar všeč. Mi je pa tudi ena stvar, poleg te vse, neko sporočilo bi rad tu dal, da če nekaj hočeš ustvarjati, delati, najdeš lahko pot. Mene je bilo zelo strah, ker nimam zdaj trenutno svoje delavnice blizu. Še vedno najdem pot, da grem v delavnico, pa hkrati sem našel druge načine, kako izdelujem cosplay. Hkrati pa ne vem, nisem vedel, kako se bom, ker jaz namreč rad delam cold plunge. Prej sem imel tudi v bistvu kat za cold plunge, zdaj pač na balkonu ne morem imeti, zaradi tega, ker je to vseeno kar 300 kg, ampak je blizu jezero, tako da sem lahko v naravi še povsem takem. Tako da vedno se najde način, če ga pač
Always look on the bright side of life, Ja, hočeš reči. exactly. Mama imela odmeri prav. Mate, ta avokado pa res dober. Ja. Kaj pa ti? No, ti pa jedi. Torej, moja zaobljuba, kaj sem obljuba, zakaj mi to rečem? Moja stvar, ki se je zgodila, je to, da sem kupila nov avto. Ja. Ja, moj Interceptor. Zdaj, Jami je dobil še novo nalepko od Melo, tako da bomo toliko malo nalimala gor na avto in v bistvu piše pač HMS Interceptor in je toliko cute, ker pač jaz imam zmeri eno ime za moj avto. In moj prvi avto je bil Greased Lightning, pač jaz imam takrat full fan briljantine. Moj Z je bil itak pač Black Pearl, zdaj pa je Interceptor. In pa tudi za naprej imam plan, da bom imela ali HMS Dauntless, mogoče bo Endeavour, ali pa bo Flying Dutchman, ampak po moje bo Dauntless. Zato, ker jaz ne morem, I'm not a pirate. I can't do that to myself. Glavno, hotela sem reči, pač, še vedno je kdaj kak moment, ki sem da pogrešam mojega Z-ja in časih ga vidim na cesti in pa sem pač malo sad, ampak vseeno to, da sem si končno kupila avto, ki je avtomatik, je bila najboljša odločitev v mojem lifeu. 200 konjev ima, teda nimam kaj druga za reči, pač to je res the perfect car, dejansko pač tudi za familijo bo, če bo kdaj. In je tako, no, ta avto je pa res za face dolg cajt. Z realno ni bil pač kupljen za to, da bo, sem govorila, da bo umrl z mano, ampak pač to ni bilo realistično, ker je pač še sen je bil premajhan, da bi bil main car. Tako da sem bila zelo zadovoljna s svojo odločitvijo, pa pač tudi ponosna sem bila na sebe, ker sem lahko dejansko z denarjem, ki sem ga zaslužila od tega, da sem prodala sem lahko 2017 BMW-ja 320D, evo, zdaj sem povedala še, kjer model je. In ja, obožujem ta avto. Sicer ni to kono flashy, ni ono, da ga vidiš na cesti, pa si tako oh my god, kjer cool avto. Ampak je pač rato malo bolj pomembno to, da je udoben noter, da imam display, da lahko pač čist gledam zemljevid, da pač je avtomatik, da imam lepo normalno radio, da ne vem, pač vse te funkcije, da lahko zelo me gre v rit, recimo, kar je amazing. Edino, moj naslednji avto bo imel še gretje valana, to pa še nima. Ne, zdaj se mi zdi, da nekaj takega avto, ko ga lahko imaš, ko ga voziš, ne vem, med poletjem pa do jeseni, pa ga pa spraviš lepo v garažo, pa se voziš okrog z... Jesen novega lastnika ima na tem. Ja. Ampak res je bil ko sem pač prodala je bilo vse eno tako. Rekla sem adijo nekaj enemu obdobju svojega življenja, ker sem bila pač mlada, dala sem si duška, kupila sem si ta svoj sanski avto, pa je bil pač čas, da grem jaz naprej in da si kupim nekaj mačkam bolj resnega. In sem happy, da je bil to moj Interceptor. Ja, zdaj priješ sladica. Ja, ok, ki ima naslednji. Zdaj pa prijemo na najboljši del. In to je, kaj je naslednji del? American Pie. What the heck? Ja, kakva pita je? Roniča. Boroničeva pita. Ne, pita, what the fuck, štrudel je. Meni so še jabolčni, ampak mama v Gepeku od Janove mami še štrudel, pa se rekla, da ima drugačnega vzeti. In to oranj kos je, what the fuck, gledo. Damn. That's a big boy. That's a big boy. And it looks delicious. Tako da ga pokažem. Torej, ni glih najbolj zložen trud noter, ker se že malo premetalo po vrečki, ampak... Ne, verjamem, da bo isto dober. Isto bo dober. Isto bo dober. Načeloma pa tudi s to škatlo ga lahko direktno vržeš v mikrovalovko. Res je, pa ga malo pogreješ. In ga malo pogreješ. In get. Meni mogoče malo fali še powder sugar bar. A ja ti? Se nekega je ali je to moka? Ne, nekega je, sem... Ta je po mojem... Tak domači, a ni? Ja, noro dober. Mislim, zdaj je zelo dober. Fajn je sladek, ni preveč sladek, zelo se okusi dobro borovnica. Verjamem pa, da bi bil še ekstra dober, če bi bil zagret. To bo, ja. Ok, peta stvar. Ti kar povej, da bom ga povedal vmes. Peta stvar, lahko jaz povem, zaradi tega imamo peto stvar, imamo pa isto. Ja. Kar se je zgodilo obema. In to je, to, da sem se zaročila. Oh my god. Definitivno nisem pričakovala tega letos, ampak it happened and I'm so happy. Tak, oh my god, letos je bil, ne, lani je bil moj zadnji božič kot punca. Sploh nisem, ne vem, drugače vzela božiča lani kot letos. Nisem bila lani tako. Oh my god, letos sem pa zadnje leto punca za božič. You took that away from me. V glavnem, ja, zaročila smo se in Jan je naredil tek najlepše presenečenje ever. Takrat ste se videli, tako da... Zdaj lahko poveš še, kak si planiral? Ja, prvo kot prvo sem tako mogel vse vprašati, ne, vse partije, ko so v družini, ne, da potrdijo, da te lahko poročim, ne. Si me lahko vzameš? Ja.
sem dobil, torej Prosil si za mojo roko. Tako je. Dosti mi je tudi pomagala tvoja mama. Ona je dala idejo za grad, jaz sem imel sicer eno idejo za eno lokacijo, ampak ni bil točno ta specifičen grad. To je pa res bil experience popoln, ker smo bila tam poleg ogenčka, smo si delala, ko so že one penice, dobro smo jedla. Tako zelo. Tako zelo, ja, je bil res perfect experience. Tako da sem vesel, da je za tebe to je bilo. Jaz nisem nič pričakovala, nič. Ne vem, če sem že povedala, da je v katerem videu, da sem mami rekla, da sem si en dan prej nohte zrihtala, just in case, ampak sem res bila tako, jaz sem to njej rekla v joku. Jaz sem tako, včeraj sem si nohte zrihtala, za vsak slučaj, da ne bom pač s takimi nohti. In pa moja mama ni mogla povedati. Veš, kaj je vedela? Daj si se videla, mislim, daj si ti začel to planirati. Čisto začel planirati sem 2-3 mesece prej. S tvojo mamo sem se podobal tak v roku, ne vem, 2-3 tednov predtem. A veš, kako je to creepy razmišljati za nazaj? Ti si nekaj planiral, tak 3 mesece without me knowing. How dare you? Ne, ampak tako mama v bistvu mi je dva tak naredila, da ne vem, ko se gre za neki rojstni dan ali pa za božič ali za kaj takega, se drugemu rečemo, ejo, ne glej taj noter, ker se boš spoilala presenečenje. Kam greš, kaj že za Christmas grem kupovat? Ja ne, ful je bila težka naloga te poskrivati, zaradi tega smo se selila takrat. Ja, vse je bilo na vse kupu. pospravljati in vse vrečke nositi. Tako malo je spalilo, da bi našla ring. Če nisem ga zapakiral, imel sem pač original ring box v vrečki od Pandore, pa v vrečki od Špara z rolano. Sam pač jaz, tudi če bi jaz to odrolala, pa bi noter bila vrečkica od Pandore, Ja. bi jaz bil tak, a ja, to je od moje stare verišče, pa bi pač tam nekam dala, da gre domov. Sploh ne bi pomislila, da odprem isto. Ja. Ne vem, jaz itak ne rada brskam po stvareh, da pa če nekaj najdem, sem tako ja, okej. Si povedala, zakaj je bil to ti ring? Si že to povedala v videu? Zakaj je bil to ring? Zakaj je bil to ti prsten izbran? A ja, zaradi tega, ker smo bila tukaj v Celju, v Pandori, smo v bistvu šla kupovati za Janovega frenda za krst, eno verišče za pesnico. In pa jaz Janu rečem v fori, dej tukaj izberem prsten, ker misliš, da bi mi meni všeč. In Jan je točno tega pokazal in jaz sem rekla, ja, to je to in pol mi ga je kupil. The rest is history. Materi dober talent. In je bilo, ja res je. In je bilo magical to, da mi je ratalo ugotoviti točno tisti prsten, ker je vse tebe dopadal. Ne, jaz ne razumem tipov, ko ne vejo, kak prstan njegovi punci všeč. Jaz se mi zdi, da če ima punca zares rada, ti bo itak na Pinterestu pokazala, kje prstan hoče. Verjetno, ja. Če pa je napačnega kupiš sam iz principa, pa maybe ga sploh ne bi smel kupiti. Ker she's not the one for you. V glavnem, to je za današnji video to. Zdaj pa gremo video vse ostale stvari pojesti do konca, ker sem sam testirala vse skupaj in smo realno še lačna. Tako da, hvala, da ste tole gledali. Zdaj pa še enkrat na Voltu. Volt Plus uporabniki imate 10% popusta vsako soboto, če hočete nakupovati v trgovinah. Napišite nam dol spodaj, katero restauracijo naj gremo naslednjič sprobati na Voltu. Definitivno bomo razmislili, na katero bomo šla probati, ker hočemo jih sprobati čim več. Zdaj največ smo lokacije Velenje, Celje, mogoče Maribor, Ljubljana. Tukaj okolica bomo testirali stvari na Voltu. Če bo kaj res zanimivega, bomo šla tudi dlje, ampak zaenkrat bomo pa tukaj. V glavnem, če vam je tale video všeč, naredite en like, da subscribe na moj kanal. Uporabljate Volt v glavnem. Ja. To je to. Volt je cool. A štiri ko avtro. Ja, lepo se imejte. In veliko se smejte. Ciao!